Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tomca Lukežu razmišlja. Da mladi Benečani so očeli napise na tablah od Nediških dolin dalje dol v Čedade, seveda vedo vsi. Jih ne bom tlešankrat hvalil, so dobili že pravič pohval, a ne bi bil tijel, da se gazirajo pravič. Bi tijel pa povedati nekaj omestule, kako so nekateri lokalni mediji povedali novico o čistilni akciji. Naši mladi so odžedli tabele že 3 tjedne od tega. Na najbolj branem italijanskem dnevniku deželi so tole napisali samo v sredo. Kutua. Se niso skrivali, kar so odžedli tabele. Slovenski tisk je tole napisal takoj, so tudi napovedali čistilno akcijo Antijadam prijat. An majhen tednik jih je sledil dogodku, an uživo objavil slike na njega strani na Facebooku. Nič. Ko nimar, kar so inicijative v Benečiji pravič slovenske, a novinarstvo tudi dost bolj pomembne, italijanski dnevnik je lepo mučil. Dokler predsednik pokrajine, ki nije prav najboljši prijatelj slovenske manjšine, nije povabil dol v Iden delegacijo telih mladih za se zahvaliti, a njih je celo klical Slovenci, a ne paleoslovani, kot smo bili vajeni čuti od njega. A tako so se zaslužili te najbolj veliko fotografijo na prvi strani videnskega dnevnika. 500,000 lajkov in komentarjev na tisti novici na Facebooku, kjer so napisali tako lepo, da Kajšan je celo zastopil, da mladi Benečani so zbrisali, ne pa odčedli dvojezične napise, a so jim zato tudi čestitali. Niso napisali pruse. Naprimer, nije bilo nanča besede dokumentu, ki ga je delegacija dala predsedniku. V njem so mladi tudi kritizirali njega politiko. Nije težko zastopiti, za ki so telkrat dali telo pozornost temu majhnemu dogodku. Nije nanča tako težko, ne hudo pomisliti, da je Kajšan z pokrajine poklical redakcijo ali direktorja, naj objavi telo novico. Meni enkrat so povedali, da tole nije pravo novinarstvo. Da bralci imajo pravico dobiti točne informacije, ne tiste, ki jih je politika že odčela zbrisala prijat. Tako skušamo mi od novega Matajurja napraviti naše delo, ki seveda se da vedno izboljšati. Vse grih pa nekateri nam pravijo, da je kvaliteta časopisa zelo nizka. Antole prave Kajšan od tistih, ki v teoriji nasprotuje Slovencem. A ja, pa tole pravijo vedno politiki, mora biti, da je za to. Niso vajeni. Tell me why, povej ti zakaj se navrneš teraj. Davide, hola, smo te prišli motiti, za ki bi radi se pogovorili s tabo normalno s vašo glasbeno matico, ali pa z Beneško glasbeno matico, ne? Ja, lepo, zakaj mislim, da letos imamo puno novosti, in je pametno, da se tudi povije tudi tistim, ki ne poznajo našo stvarnost, ki je zelo bogata. Ne? Mislim, da letos smo uvedli kar nekaj novosti, glede predvsem prostoru. Smo tako namjeratalo, da letos imamo vse prostore na istem planu
in vse učilnice, in vse inštrumente, tako da nje laže delati z otroki. Potlej pa smo uvedli tudi nove tečaje, kot je tečaj jazz petja, in zdaj nameravamo uveljaviti tudi tečaj trobente. Ne? In profitiram, da če je kaj še, ki ga zanima, se lahko obrne do nas, ne? Ker so tele novosti potem, je res, da je prav spodbuja tudi zanimanje, ne? Med ljudmi je tudi stvar vedeti, da imamo tele priložnosti pri nas, ne? Ker učimo res puno inštrumentov, ne? Od klavirja do kitare, do harmonike, ki so tiste instrumenti so bolj navadni, tako, ma tudi violino, violoncello, flauto, ne? In tolkala, ne? Kar je zares puno. Poleg tega potrebujemo vse posebne tečaje, kot je naprimer diatonična harmonika, in nudimo otrokom še druge možnosti, ne? Naprimer zborovsko petje, ne? Ker imamo zbor malih lujerjev, že več kot 10 let, ima tudi zdaj zbor, mladinski zbor, ne? Za tiste, ki niso več otroci. Od letos pa smo tudi se odločili, da bomo razdelili naše tečaje, ne? Bomo naši učenci lahko izberejo med tečaje, ki so bolj amatorialne, recimo, za materije, ali pa za tiste, ki želijo priti naprej, ravnati izpite, potem, ki veljajo tudi za konservatorij. Če gledamo tole, je treba reči, da iz naše šole, iz naše glasbene šole se je že puno diplomalo, puno učencev, ne? So že napravili izpite na konservatoriju. Ja, veliko diplomirancev, ki zaenkrat... Davide Tomazetič, oprosti, sem htjela reći drugo riječ. Ja, v resnici smo v Tarjeki smo diplomirali. Tretji je Manuel Figeli, ki je bil tudi naš profesor, ki se je učil pa tukaj, vsaj zadnja leta klavirja, ne. Lepo je povedati tudi, če sem bil jaz prvi Preuš Pietre, potem te zadnji, preden so kambjale malo vse struktura, ne, konservatoriju in glasbenega izobraževanja. Te zadnji je prav Davide Tomazetič. Ki je prišel sada le Davide Tomazetič, pokazaj sem ti, ta učiš tudi ti kle. Jaz smo tako zmenali. Ne, seveda se nije, če bi se bili, bi bil samo za škripajo. Ne, je poslušal ta zara. Smo govorili come stede, sta se oba dva diplomant le, a sta se učili na glasbeni šoli v Špietre. Ki je treba reči, da glasbena šola v Špietre deluje že skoro 30 let, ne, recimo pred je bila glasbena šola Goru Petjahe, potem se je širila in dosta učencev ima letos. Moram ti popraviti, za ki je več kot 30 let, ne, smo začeli takoj po potresu, ne, leta 70-tega, ne, ja smo glihno malo bolj starši, ne, kot 30 let. Ja, in ne, učencev je veliko, ker jih je, če štejemo tudi tiste, ki so v Bardu, ne, ker ne smemo pozabiti, že več kot 5 let imamo tudi podružnico v Bardu, jih je približno 120 rednih, poleg teh je tudi treba šteti tiste, ki pojejo v zborih in ki delajo tečaje, kot je diatonična harmonika, ker je lepo število, ne. Recimo, da vi ste uvedli tečaje diatonične harmonike in zdaj je puna dolina teh, ki zna igrati več ali manj. Ja, je puna dolina teh, ki znajo igrati diatonično, ampak je tudi puna dolina zdaj novih bendov, ki so nastali, ne. Prav iz delovanja naše šole, potem, ko smo uvedli tečaje za tolkaliste, ne, za bateriste in tečaje bas kitare, ne, kitare smo že imeli, ne, imam tudi malo električne kitare in potem, kako sem rekel prej, smo dali od letos prav stalno, ne, imamo tudi tele ure, kjer otroci lahko vadijo po skupinah, ne samo igrajo sami, ne, s profesorjem, ampak imajo tudi možnost skupnega igranja.
recimo, vedno pod vodstvom enega Profesorja. profesorja, ne, kar je res zanimivo, mislim, za marsikdo, ki hodi na glasbeno in ki noče priti do tistega, postati en vrhunski instrumentist, glasbenik, ne, ampak želi pač se učiti, predvsem igrati z drugimi, kar je najboljše veselje. Ne. Recimo, da je veliko uspehov in veliko zadoščenja, torej, ne? In tudi letos ste imeli tudi nagrajence. Ja, kot vsako leto, že v zadnjih letih, Glasbena matica daje nagrade najboljšim učencem. Letos je treba reči, da je kar 3 učenci med 11, ki so bili nagradi, so bili iz naše podružnice Špetra. Eden je prav David Tomazetič, ker je tudi letos diplomiral. Poleg njega pa sta bila še 2 harmonikarja, se pravi Mitja Tul in Ricardo Kručil, ki spadajo v razred Klaudija Furlana in ki letos sta zares v duo, ma tudi posamezno igrala malo povsod, bi rekel, sta tudi dobila več nagrad na raznih tekmovanjih. Hvala, kaj reči, še veliko uspehov v glasbeni, ne, ki smo tukaj v prostoru Slovenskega kulturnega centra. In ne, sem bila pozabila na eno veliko reč, ki je glasbena naredila. Je naredila tisti musical Krajice vide, ki je bil zelo malo, recimo, izpostavljen javnost. In ti si naredil glasbo in Aldo Klodič je naredil besedilo in je bilo veliko delo, zelo zahtevno za glasbeno. Ja, ampak potem, kot se dogaja, ne, take stvari, zgleda, da bomo spet ponovili, ne, to delo, tudi ker verjetno nam bo dana možnost igrati v Videnskem teatru Giovanni Daudine. In mislim, da to bo lepa priložnost, ker naši učenci bodo imeli prav priložnost igrati v takem teatru, v takem gledališču za druge šole, ja, in ima tudi za vse, ne, ker bo teater odprt vse. Dobro. In to verjetno spomladi oziroma 1. dni marca. Recimo, kakor sem že rekla, veliko uspehov in veliko zadoščenja. Davida zahvaljujemo, telkrat v vlogi koordinatorja Glasbene matice Špetar. Hvala vam. Novice z Nediških dolin. Spominski pohod do nedelje 10. novembrja. Antinediških dolinam planinska družina Benečije organizirajo spominski pohod od Saržente do Koste v spomin na požihod vasi. Ob 9. uri štart iz Saržente, v Kosti bo program, ki ga je pripravila občina Špjetar ob obletnici požiha. Kulturno društvo Ivan Trinko, študijski center Nediža, kinotelje in Inštitut za slovensko kulturo prirejajo 2 večera filma. Film Video Monitor 2013. V sredo 13. novembrja ob 8. zvečer v cerkvi Santa Maria de Batuti v Čedadu bo dokumentarni film Oltre il filo. 20. novembra v Slovenskem kulturnem centru, vedno ob 8. zvečer, bo predstavljen film Oltre il guado. Novice z Rezija. Kaj bomo imeli lepega v Reziji novembra? V kulturnem domu na Ravanci vsako soboto zvečer bo res nekaj zanimivega in lepega. Prvo soboto 9. novembra bojo na ogled stare slike folklorne skupine, oziroma ne tako stare, ampak nared v zadnjih recimo 20 letih. Vemo, da folklorna skupina je šla tudi daleč, tako da bomo imeli možnost videti, kje je bila in kako je bilo, kjer je nastopala.
Potem, drugo soboto novembra bomo predstavili, bo predstavljena Avstralija, ker je potovanje v Avstralijo letos oziroma konec lanskega leta in začetek letošnjega leta. Nekatere zrezje smo bili v Avstraliji, smo imeli možnost tudi obiskati naše, ki živijo dol, smo videli lepe kraje, lepe mesta, tako da bomo predstavili to. Tretjo nedeljo novembra pa bo Islanda. Dva naša mlada so bili gor na Islandiji in bojo pokazali kraje, ki so obiskali. In na koncu, zadnjo nedeljo novembra, bomo predstavili delovanje našega društva Rozejanski dom, zato ker letos, prav novembra, so 30 let, ki smo ga ustanovili v Rezi. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.